Pozdravljene, drage gledalke, cenjeni gledalci oddaje Pristna ženska, v kateri danes klepetam z Polono Bolhar iz Lundi Čarobni dotik. Polona, ti izvajaš energijske masaže in terapije. Kaj te pri tvojem delu vedno znova najbolj gane? Pričevanje ljudi po mojih tretmajih in ko se vračajo in ko prvič pridejo, vidim njihovo energijo. In ko pridejo drugič, tretjič, petič, desetič, 15-tič, ko se ta energija spreminja in ko so oni čisto drugačni. To, mislim, meni srce takrat se pa ta res in ko jih vidim, ko njim tudi, neverjeten. To je tak dober občutek, da ne znam opisati. Boga pa opisala v oddaji Pristna ženska, zato prisluhnite nama. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. Vesela sem, da danes gostim izjemno žensko, Polono Bolhar, ustanoviteljico podjetja Lundi Čaroben dotik, kjer združuje nežnost dotika, energijsko globino in zavestno prisotnost. Polona je ženska, ki je svojo poklicanost našla tam, kjer se stikata telo in duša. Njene energijske terapije in masaže niso le sprostitev, so povabilo v notranji svet, kjer človek začuti, kdo v resnici je, kaj nosi v sebi in kje lahko zraste. Njena misija je preprosta, a izjemno močna. Pomagati ljudem, da ponovno začutijo svoj mir in svojo življenjsko energijo. Polona verjame, da dotik, tako fizičen kot duhovni, odpira vrata zdravljenja, opolnomočenja in preobrazbe. Zato sem vesela, da danes sedi z menoj v studiu. Draga Polona, srčno dobrodošla. Hvala, Suzi. Zelo sem vesela, da sem tukaj s tabo. Tudi jaz. Dajva začeti pri tebi, Polona. Kako bi se opisala, kdo je Polona kot ženska? Polona je srčna, prijazna, zelo potrpežljiva, vedno bolj pogumna in zelo komunikativna. Sem žena čudovitemu možu, mama dvema čudovitoma sinovoma in masažna energijska terapevtka. In to bova raziskovali v nadaljevanju. Povej mi, kako se spominjaš svojega otroštva? Si že takrat bila občutljiva za dotik, si bila senzibilna za okolico, za energijo okrog sebe? Kot otrok se mi zdi, da sem vse imela neko tako posebno energijo, zaradi tega, ker sem že takrat videla, da v bistvu vsi so v moji bližini, v bistvu, ali pa ko pridemo v nek prostor, kar k meni pridajo. V bistvu skozi sem imela poln okrog prijateljev, pa tudi, če jih nikoli nisem spoznala, ampak kar so se mene držali. In sem bila tako nek lider, se mi zdi, da Polona je prišla, kaj bomo, a gremo tja, še Polona gre zraven. Tako da, ja, definitivno energijsko, mogoče že takrat sem sijala, ne vem, tako se mi zdi. Neke energije, da bi začutila, tako v bistvu sem imela neka videnja po noč, pa neke prisluhe, ampak zdaj ne vem, a sem si to domišljala, ker mi je bilo strah, a je to dejansko bilo res, ampak otroci v bistvu smo zelo odprta in smo bolj odprti za te zadeve. Tako da lahko da je bilo res, ne vem. Po mojem je bilo res. Si to začutila takrat kot breme, si se tega ustrašila ali si bila radovedna? Ne, strah me je bilo, ker niti, mislim, nisem imela nobenega takega, da bi se lahko z njim o tem pogovorila. Tako da me je bilo strah v bistvu. A kaj, saj nič ni to, kaj to imaš neke prisluhe. Neke prisluhe pa neke privide. In pač to je to. In ugasnemo, ne? Kako so res odrasli bili nedovzetni za otroško odprtost, za to senzibilnost, za te zaznave in v bistvu se ustrašimo in čutimo to kot breme. In praviš, da nisi imela nikogar, ki bi te lahko nekako peljal po tej poti. Kako si potem začela raziskovati? Nisem imela nikogar, v bistvu, ker sem kar sama sebe. Tudi v 3. razredu, recimo, sem sama rekla doma, jaz bi začela hoditi k verouku, recimo, to me je poklicalo. V 3. razredu šele, ker vsi v 1. razredu začnejo. In potem sem rekla, okej, potem sem šla tudi na romarsko pot, recimo, staro mamo in z mojim očitom v Medžugorje.
Tako, prav želela sem si, šla sem na duhovne vaje. Ne vem, enostavno me je klicalo pač drugam. Ja. Si izbrala potem kakšen, bom rekla, poklic, kot se ga od nas pričakuje, ali si začela raziskovati, izobraževati se prav na tem področju, ki si ga že v sebi čutila, da te kliče? Ne, najprej sem delala v oglaševalski agenciji. V bistvu 26 let sem bila tam zaposlena v tajništvu, pa za izobrazbi sem tudi diplomirana ekonomistka. In fajn mi je bilo to tam, tako v marketinških agencijah je taka luštna energija. Ampak enostavno potem sem začutila, ko sem šla proti 40. letu, da to je zdaj to. Zdaj v bistvu otroci bodo odrastali in jaz bom služba, dom, pol bom šla v penzijo in pol bom umrla. Mislim, tako. Ja. Enostavno mi je bilo tako, smešen, mislim, ali pa zaskrbljujoče, In sem rekla, ne, to ni to. To vem, da to ni moje poslanstvo, v pisarni biti. Začela sem čutiti. Prav kljuvati začne. Prav kljuvati in sem bila tudi takrat v obdobju nekega iskanja sebe. Mislim, da sem se malo izgubila. In mi je potem prišla na pot šola naravnega zdravljenja, nova šola naravnega zdravljenja, ker sem hodila 3 leta in tam sem v bistvu spoznala reiki. Jaz prej tega sploh nisem vedela, kaj je reiki. Reiki je univerzalna energija. In tam smo postali potem reiki mojstrica. In potem si naredila preklop iz svoje, bom rekla, ustaljene poti v drugo pot. Kako si naredila ta prehod? Te je bilo strah? Ali je bil to kljuvanje v tebi tako močno, da si rekla, grem? V bistvu sem šla tako počas, korak po korak. Res prav življenje mi je samo, vesolje mi je samo peljalo. Nisem se nikamor zaletavala, nisem nikamor hitela, niti nisem bila v strahu, da bi karkoli. Ker vsem sem imela neko varno službo. Tukaj sem pa odkrivala še, v bistvu, do kam lahko grem, kaj v bistvu še čutim, kaj vibrira z mano, česa naj se še lotam. In enostavno sem potem v drugem letniku, 3 leta traja ta šola naravnega zdravljenja, ker spoznavamo različne alternativne metode, tehnike in sem začutila, da bi pa še refleksoterapijo, ker me je fasciniralo, da imamo na stopalih, na dlaneh in tudi na obrazu celo naše telo. In da tako da to me je čisto potegnilo tudi in da lahko kombiniram reiki, refleksoterapija, da je to bombastično. Tako da in sem potem šla še to študirati, tako da sem postala tudi poklicna refleksoterapevtka in zraven pa potem sem še delala tečaje za masažo obraza, za Bownovo terapijo, tako kar nekaj takih. Zelo pester program. Kaj si se o sebi naučila skozi ta proces? Da ko delujem svojo žensko energijo, ko svoji moči, da zmorem. Da mi vesolje itak pomaga takrat. Da so vsi moji vodniki in tudi to začneš vibrirati. In tudi ljudje taki, ki so na isti vibraciji, hodijo do tebe. In kaj sem še se naučila? Da drugih ne morem spreminjati. Da samo sebe lahko spremeniš. In takrat se bodo tudi drugi ljudje okrog tebe spremenili. Zelo modro spoznanje. O tvojem čarobnem dotiku pa bova nadaljevala v drugem delu. En kratek odmor narediva in sva čez nekaj trenutkov nazaj. Pozdravljeni, dragi gledalke, cenjeni gledalci oddaje Pristna ženska, v kateri danes klepetam z Polono Bolhar. Polona, dotik je najbolj prvinski potreba, izraz človeka. Kaj tebi pomeni čarobni dotik? Kako si ti našla ime za svoje delovanje? To je zelo zanimiva zgodba. Zanimiva zgodba. V bistvu lundi čaroben dotik. Odkje zdaj lundi? Najprej bom to povedala. V osnovni šoli sem začela trenirati košarko. In smo bile 3 Polone. In ko smo bile vse 3 na igrišču, je trener, ne vem, ali pa soigralka zaklicala Polona in smo se vse 3 obrnili. In to je bila zmeda. In potem so rekli, ne, vzdevke rabite.
No, in potem, ker sem se prej pisala Lunar, ne, so rekli, Polona, ti boš Lundi. Lunar, Lundi, v redu. Ja. Sem rekla, okej. Ne. In dejansko se mi je Lundi prijel. Mene tudi doma mož kliče Lundi, v službi so me skozi Lundi klicali. Ne. Tako, prav zanimivo. In jaz sem se predstavljala tudi Lundi. Tako, čeprav se je zdaj velika tudi Polona, ampak prej sem se skozi Lundi, ne, in za prijatelje Lundi in za vse, ne, še zdaj. Čaroben dotik. Ko sem odkrila reiki, ko je reiki mene poiskal, se mi zdi, ne, to je dotik ljubezni, dotik zdravi, dotik pomirja. In zato sem rekla, jaz vem, čutim, da imam čaroben dotik. Ga imaš? Ja, ga imam. Ga imaš, lahko povem na lastni izkušnji. Po enem napornem snemalnem dnevu sem pozno popoldne prišla k tebi, imela si v načrtu, da boš mi naredila masažo obraza, ampak jaz sem bila tako utrujena, da so se potem odločile za reiki. In po 45 minutah, kaj si delala, boš ti povedala, jaz bom povedala samo rezultat. Bila sem spet polna energije, prižgana, živahna, prebujena, kot da sploh nisem imela za sabo napornega dneva. Torej, kako je reiki deloval name? Tako, kot je tvoje najvišje dobro. In toliko, kot je v tvoje najvišje dobro. In tam, kjer je v tvoje najvišje dobro. Reiki deluje na fizičnem, mentalnem, duhovnem in čustvenem področju in vedno v naše najvišje dobro. In toliko, kot si dovolila. Mislim, da sem se dovolila, ker sem lahko prazna vreča. Ja, ker tukaj je tudi etika zelo pomembna. Ja, mi ne moramo reikija, jaz ne morem kar nekomu delati brez dovoljenja. Rabim dovoljenje. Lahko pošiljam reiki blagoslov, to je ljubezen in to lahko pošiljam vsem na svetu, ne, brez dovoljenja, ker pošiljanje je univerzalna ljubezen. Je univerzalna ljubezen, ampak da prav delam reiki tretma, reiki terapijo, pa rabim dovoljenje. Rabiš dovoljenje. Ja. Kako pa deluje potem masaža obraza, refleksoterapija, praviš, da imamo dejansko zemljevid svojega telesa tako na stopalih kot na obrazu. Tako je. Refleksna masaža stopal ali dlani je v bistvu najboljša alternativna zadeva za podporo imunskemu sistemu, za krvni obtok, limfni obtok in tudi za lahkotne nogice, bolje spimo. Tukaj se tudi še gre skozi čakre, da se še malo prevetrijo in da smo še energijsko pretočni. Potem masaža obraza. Pri meni jaz delam japonski kozmolifting obraza, to je najbolj naravna metoda oziroma pomlajevalna masaža za obraz in resnično dela čudeže, resnično. Tako znotraj, tako zunaj. In je čisto naravno, brez aparatov, samo s čarobnimi rokicami. Samo s čarobnim dotikom. Ja, tako. In ženske so res navdušene. Ne glede na to, da masaža obraza, refleksoterapija, čeprav se človeka dotikaš na fizičnem nivoju, deluje tudi na energetskem nivoju. Deluje. In ti zaznaš dejansko, kaj človek potrebuje, katero terapijo, katero masažo, ampak kaj najprej prepoznaš, ko človek prvič stopi v tvoj prostor, skozi tvoja vrata? V kakšnem energijskem stanju je. Koliko je zaseden telesno, koliko ima polno enih stvari. In ali je zaprtega duha ali odprtega duha. To najprej prepoznam. Najprej ga probam začutiti tako na energijski ravni. Potem pa skozi pogovor. Ker veliko ljudi me kliče, ja, imam darilni bom, pa ne vem, zakaj bi se odločil. Malo sem brala na vaši spletni strani, ampak še vedno ne vem, a mi lahko kaj predlagate. Vzamem si 15 minut časa za vas. Pridite prej, pa bova se vse pogovorila, pa se zmenimo, pa bom predlagala potem pa. Tako da dejansko to je res fajno, da znam začutiti in se ljudje mi kar prepustijo. Kje nosimo ženske največ blokad, največ teže, največ zaprtosti, kje moški? Največ zaprtosti nosimo ženske tukaj, se mi zdi, prsni koš, zaradi tega, ker imamo skrbi, mnogo več kot moški, definitivno. Bolj smo take skrbne, bolj si vseh srcu vzamemo in tukaj smo zelo zaprti. Moški pa... Ramena?
dobro, tudi ramena, ne, ampak v bistvu, če gledam po čakrah, moški bolj 7. čakra, ne, ima zaprte, ker mi smo bolj duhovno, se mi zdi odprte, ne. Drugače pa moški ramena definitivno, ne. Verjetno več v umu, ne? Ja, in glava. Glava še zelo dobro čutno, sploh pri teh terapijah. Tako, mene začne boleti. Sploh lahko kaj tudi na sebi zaznavam, ne, ko delam. Se to pol izveni, ampak tako, začutam veliko nekih zadev. Začutiš, ne? Zato sem te vprašala, če si že kot otrok čutila to senzibilnost, ker za tako delo potrebuješ to senzibilnost, ne? Da človeka ne začutiš samo na fizični ravni in mehansko izvajaš neke masaže, neke terapije, ampak da je ta energetski aspekt zraven, da res začutiš, kaj človek potrebuje. Kaj pa potem po terapiji? Kje se potem na človeku vidi učinek tvoje masaže ali terapije? Na drži, na sprostitvi, na obrazu, v energiji? Ja, v energiji, bolje umirjen, ne. Tudi kakšen nasmeh že pol pride, ne, če ni že prej. Tudi potem, ko se vračajo, ne, ko mi povejo, ali pa mi napišejo sporočilo, ne, da so super spali, da recimo naslednji dan so bili polni energije že, ne, tako kot si tudi ti rekla, da si bila že takoj po tretmaju, ne, in da takoj so dobili neke jasne uvide, kaj je treba narediti, ne, da so začeli drugače delovati, in to tudi, ko pridejo pa naslednjič, ne, imam stranke, ki redno mesečno hodijo na reiki, ravno zaradi tega, ker jih podpre, energijsko imajo dosti tako delo, a ne, in jim to pomaga, no. Jim pomaga, ne? Ja, jim pomaga, da lahko handlajo vse skupaj, ne. Da lahko handlajo, da se dejansko vračajo res v svoj mir. Da se jih podpre, ne. Da se jih podpre, da se ne sesujejo. Ja, da so spet energetsko pretočni, ne. Tako. Ker ženske smo bolj doma v zgornjih 3 čakrah, ne, moški bolj v spodnjih 3 čakrah. Kako izbirajo potem moški in ženske terapije? Kaj bolj zaznajo oni sami, da potrebujejo? Ja, moški ponavadi kar refleksna masaža stopal ali reiki. Dobro, tudi kakšna masaža obraza in lasišča, recimo, da jih čisto sprosti, a ne, ker tukaj se še lasišče premasira in je res sprostilna masaža, zelo sproščujoča. Ženske pa ponavadi japonski kozmolifting, ne, ker se mi zdi, ker se mi zdi, da, hvala Bogu, sem zelo vesela, da čedalje več žensk stremi k naravnim zadevama, ne, da se ne poslužujejo, čeprav je na valu vsega tega, teh umetnih zadev, a ne, ampak da vseeno grejo k naravi, ne, bolj. Pa narava najbolj podpre. Narava najbolj podpre, ker te podpre tudi navznotraj, a ne, ker jaz vedno rečem, vsaki rečem, tako znotraj, tako zunaj. Ni pomembno, koliko imaš ti ličila, ne, pa kakšne cune imaš oblečene. Ampak, če boš ti notri sijala. Ne more, da ne bi tudi obraz sijal in da ne bi bila energija tista, ki je magnetna, ki je privlačna, ki je sijoča. Ne, ne more. In čustva, ki se zataknejo v telesu, so največji povzročitelj hitrega staranja, hitrega propada kože, energetske pretočnosti in na tem v bistvu moramo graditi. Na tem moramo graditi, ne. In to lahko ljudi čaroben dotik, ne. Da se energijska pretočnost naredi, da se reiki, ko se pomiri vse, se podpre določene zadeve, a ne. Tukaj pri reiki je tudi pomembna namera, prava namera, a ne. Da se da. In potem še te pomlajevalne masažice in refleksice, mislim. In si celostno podprt, ne. Kateri mit o energijskem delu, ker tvoje delo je tudi energijsko, bi rada nagovorila in ga razbila? Mit? Ajde to kar neki larifari. Ja, včasih ljudje rečejo, tam nekaj maha z rokami, nekaj, kar nekaj. Ja, tako, didi desno, verjamemo te. Tako nekako, no. Ja, in potem jaz vedno rečem, pa ne rabiš verjeti. Poskusi. Ti samo dovoli. Dovoli si to, ne, ta tretma. Ne rabiš verjeti. Ker dejansko potem, bom povedala, lahko en primer. Seveda, prosim. Recimo moj mož, ko sem jaz začela se učiti, ne, in potem sem tudi mogla vaditi, ne. Seveda. Ja, no, ampak in enkrat so bili prazniki, velikonočni in seveda niso delali te fizioterapevti in te, ne, niso delali.
in njega pa zelo bolel kolk, ne, in je šantu, a ne. Ja. In kliče enega fizioterapeuta, ki se poznata, a ne, pa tako je rekel, a veš, da ne more, ker so prazniki, pa ne dela se nekaj, seveda, da ne. Pa sem rekla, kaj pa če ti jaz reiki naredim, a ne. Pa on tako prav, bil to no, hudi stisk. daj da vidim, no, kaj to zdaj en čirule, čarule, Ja. a ne. To nekaj napet, ne, in pa mu delam reiki in tako, sem rekla, no, pa zaključam in mu rečem, lej, ko boš pripravljen, lahko prideš potem že spet v dnevno, ne. Ja. No, in on, ko pride, on normalno hod, ne. Sem rekla, pa možek, pa ti hodiš, ne. Ja. Mislim, a ti vidiš? Pa, Ja. ja, veš, da je ful boljš. A veš, kaj sem čutil? Pa mi začne razlagati, Ja. ker nekateri čutijo vročino, nekateri mravljinčanje, nekateri hlad, ne vem, nekateri nič narobe, a ne. Ja. No, in tako, in je bilo boljš, ne. Ja. In se ful izboljša stanje. In pa še naslednji dan sem mu naredila tako, da v bistvu ni rabo k fizioterapevtu, ne. Ja, ker je reiki ga podprl Ja. in razbil blokade, ki so bile tam ujete. Tako, in potem je, zdaj mi že sam reče, ženka bi mi naredila ti reiki, ne. Ja. In tudi moja sinova, ki sta športnika, Ja. mami, ne, recimo, ne vzameta, ne vem, kakšnih tabletov ali pa Ja. to, ampak tako, mami, ja bi mi reiki naredila, me koleno boli, ne vem, Ja. sem si na treningu nekaj ali pa. Odlično. In to mi super mi je to. In to je tudi najboljši dokazatelj te kombinacije fizičnega in energetskega, Tako. čarobnega dotika. Bova nadaljevali še po enem kratkem odmoru. Okej. Sva čez nekaj trenutkov nazaj. Pozdravljene, drage gledalke, cenjeni gledalci, nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z Polono Bulhar iz Lundi čarobni dotik. Polona, kaj bi ti svetovala ženski, ki je utrujena, ki je izgorela, ki se ne čuti več? Da ne se malo ustavi. Da se zaustavi. Ja, da ne se malo ustavi, da ne samo je. Da To ne, je tako težko. ja, to je zelo težko v bistvu, ne, sploh zaradi tega, ker je res toliko enih stvari. Se mi zdi, da ženske preveč delujemo z moško energijo. Še vedno. Še vedno. Ali pa mogoče čedalje več, zaradi tega, ker mislimo, ja, pa to je treba še, pa to lahko sama, pa to, a ne, pa ne rabiš. Ti si ženska. Tukaj noter imaš svojo žensko energijo, poiščijo, bodi boginja, ne te razvajajo, a ne, moški tvoj. In se ustavi. Imaš majhne otroke, v redu, nič narobe, ampak vseeno se ustavi, predihaj se, poišči svojega notranjega otroka, vprašaj ga, kaj bi si zdaj želel, da bo dobil energijo, moč, kaj, s čim ga lahko pocrklaš. Mogoče samo objemček rabiš, pa se objem, a ne. Ja. Mogoče, ne vem, rabiš ples, pa pleš, izražaj svojo ženstvenost, žensko energijo s plesom, s petjem, poj na ves glas. Ja. Ne, smej se, poglej eno romantično komedijo, ne vem, pojdi s prijateljicam ali pa v naravo na sprehod. Karkoli, ne, ker meni to pomaga, recimo. Ja. To bi bilo moje naslednje vprašanje. Ja, Kako okej. ti poskrbiš za svojo energijo? Ja. Kateri trenutki so samo tvoji? Ja, izrazni ples. Hodim na izrazni ples. Tam meni se zdi šokiram svoje telo. In ne, ker dejansko, tako kot čutiš, tako plešeš. In to je 2 uri in to je noro, res, to je noro. Potem s petjem, a ne. Tudi sem hodila na petje, zdaj sicer zadnje leto ne, ampak definitivno se še vrnem, ker tudi grleno čakro je treba odpirati, ne, in petje mi to zelo pomagalo. To se pravi ples, srčna čakra, ne, spolna. Ja. Boki, ne? Ja, boki. Boki da morajo zato migati, zato odpiraš. imamo Tako, ženske, ne? Ja, to je, ne. Če si utrujena, če si tako, da misliš, da Ne moreš več ne moreš nič? nič, začni delati z boki osmico. Ja. Samo začni migati, daj si eno musko in samo osmico deli z boki, ne. A veš, da imajo probleme ženske delati osmico? Ja. Iz orientalskega plesa je to nekaj naravnega, ampak ko sem na enem predavanju prosila ženske, da se ne samo ustanejo in naj samo osmice rišejo, jih je velika večina imela kar težav. Ja, verjamem. Ker Ker so tukaj tako zaprte. Ja, toliko je ujetosti v Ja, bokih, toliko je ne? ujetosti, a ne, in ne, dajmo to prebuditi, ker vsaka ima v sebi boginjo, ki komaj čaka, da gre in da imamo, da delujemo z ljubeznijo, z nežnimi gibi, a ne, Ja, da z se pustimo mehkobo, crkljati, z ne. Ja. mehkobo, Ja. s srčnostjo, Ja. ne. Ja, In strinjam. takrat bomo res kraljice, ker bojo moški drugače začutili, ker oni se bojo začeli počutiti pa moške zraven. Ja, ne. ker se odzovejo na našo energijo, ne? Tako. Ker ženska je v bistvu svetloba, ne? In ko je ona prižgana, Ja. moški pridejo. Če pa je Tako. lučka izklopljena,
Ne moreš. Nič Sveti, ne pride, Jaz ja. sem vsaki rekla, da sveti. Ja. Zasvetiš lahko tako, da se najprej vprašaš, kaj si želiš, ne? S čim se lahko zdajle razbremeniš, Ja. da se odpreš, da se začutiš. Ja. Kaj ti pomaga? Lahko meditacija, lahko Karkoli. pogovor s prijateljicem. Ja. Ali pa samo, da ležiš in delaš dihalno tehniko. Ja. Pač karkoli, ne? In to je naša naloga, ne? Ja. To je odgovornost ženske, da ona poskrbi za svojo luč in da najde načine, kako se vedno znova prižge. Tako. Ker ko je ona prižgana, se vse okrog nje Vse zasveti, vse Ja. se, ne? Ja. In dejansko se tako potem res začne vibrirati Ja. vse. In tudi jaz povem potem ženskam, Ja. ne, ko so pri meni in se spreminjajo, dejansko začnejo drugače vibrirati. Res, ko prav rečem, mi Polona neverjetna, jaz ne vem, kaj sem, jaz sem toliko presrečna, da sem prišla k tebi, Ja. ker zdaj, ker živim, Pa začuti se, ne? začuti se, ja, ne. Pa smo spet pri čarobnem Ja. dotiku, na fizičnem in ne vem, energetskem verjetno, ne. ja. Katere vrednote te sidrajo vsak dan? Glede na to, da res veliko delaš na fizičnem in energetskem nivoju, rabiš poskrbeti zase, za svojo energijo, za svoje sidro. Kako Ja. se sidraš? Jutranji ritual delam, ne, to se pravi energijske vaje za telo in duha, to so vaje qigong, potem dihalno tehniko za umiritev in zdravo srce delam, tibetanske vaje, potem limfo prebujam, samo masažo obraza 10 minut na dnevno dela vrhunske rezultate. Se vidi? Hvala lepa. Mimogrede? Hvala lepa. Potem joga tega Obraza? obraza, ne, 3 vaje, če dovolj, ali pa ena dnevno, Ja. če nimaš časa. Tudi pri meni je del jutranjega rituala. Tako. Tako da to, in to imam tudi jaz delavnice individualne, v Lundi čarobnem dotiku do 3 osebe, ponavadi pridejo prijateljice in se to naučimo. In res ženske se kar prebudijo. No. Ja. Res te prižge. Ja, res te prižge, ker ne rabiš veliko. Ne rabiš veliko časa, ampak lahko narediš zjutraj, lahko zvečer, čez dan, kadar imaš čas. Ja. Ženske pogosto pozabimo, da disciplina ni mučenje, ampak je v bistvu izraz ljubezni do sebe. Ker ko si ti ene majhne rituale narediš kot disciplino, da jih redno in dosledno ponavljaš, dejansko s tem sam sebi izkazuješ ljubezen. Tako je. In rezultati so spet na fizičnem, na energetskem, na čustvenem, na mentalnem nivoju. In to je tisto, kar nas prižiga. Prižiga in postajamo bolj močne, bolj močne in mehke v hkrati. svojem stebru. Ne? Točno, v svojem stebru. V svojem stebru. Ja. Pa smo svetilnik. Ja, pa smo lahko svetimo. Ja. Omenila si, da imaš 2 sinova. Ja. Kaj jima želiš predati naprej, da bosta pristna moška oziroma da bosta močna v svoji moški energiji in prepoznala žensko v svoji pristni ženski energiji? Da ne bosta to, kar sta, da ne v bistvu vedno poskrbita, da bosta delovali v miru, ne da bosta, ko bosta začutila svoj nemir v sebi, a ne, to pomeni, da nekaj ne štima. Da nekaj ne štima, prav, ne? da takrat najdeta neko tehniko ali nek način, ker bosta lahko že spet v svoj notranji mir prišla. Da naj športata še vedno naprej, a ne, ker to jih dela žive in močne. Močne, a ne. ja, moški Prav, rabijo tako na močni poligon, rabijo, ne, ja. da naj hodite po svoji poti pogumno. Tako mame želimo svojim otrokom le najboljše, a ne. Katera mama ne. Ja. Tako da, in to je to, no. In to je to, v bistvu zelo preprosto, ne. Naj bosta v stiku sama s sabo, če bosta ona 2 steber sama sebi, bosta lahko tudi steber ženi in družini. Ja, da vse je mogoče, ne, da vsake sanje niso kar tako, ne. Ne, niso. Vsake sanje so uresničljive, ne. Ker tisto, kar ni uresničljivo, ne sanjamo. Pa tudi se želja ne vklopi, ne? No, tako, sanje so želje, ne, Ja. to se pravi, sanje, želje so uresničljive, ne. Ja. Ker tisto, kar nimamo želje, za tistim, kar nimamo želje ali ne sanjamo nečem, tisto ni uresničljivo, ne. Tako da vedno začutimo in tisto je uresničljivo, ne. Tako da kar pogumno, ne. Ja, res je. Ja. Kako bi ti opisala pristno žensko? Pristna ženska, da je v stiku sama s sabo, v svojem stebru, da je naravna, ne, da tudi jaz se vita, ne, pač nehala sem se barvati. Nekako sem začutila, no, da ne rabim se več boriti, ne. Vsi se staramo
Ampak in sem rekla, ok, Lundi, sprejmi zdaj to, a ne? Sprejmi te svoje srebrne laske, a ne? Barva modrosti. Ja, barva modrosti Ali pa je to. krilice. Ali pa krona, ne? Ja, Pravi, krona, ja. ja. Sprejmi te svoje laske, ker prej sem se borila proti njimi tako 3 tedne, pa že, moram se že pobarvati, ne? Ja. Ko jih bom sprejela, bo svobodna in dejansko tako je bilo, a ne? Potem sem šla ven iz naravne obutve, sem šla v to bosonogo obutev in mi top odločitev. Pristna ženska, kaj je še, da dejansko deluje tako, kot čuti, ne? Da se sliši, da pove na glas, ne? Svoje čustva, kako čuti, kaj razmišlja. Da tudi zna prositi, kdaj, če ne zmore, za podporo. Da smo ranljive, ne? Ja, tako. Da je ranljiva tudi, Ja, ne? To je tudi pristna ženska. to skrivamo, ne? Ja, to skrivamo, ranljivost, ne? da. Zaradi tega pa moška energija iz nas gre, Ja, ne? vedno imaš občutek, da moraš vzdržati, da moraš biti močan, ne rabiš. Ne. Ne Vsak mu rabiš. reče, moraš samo umreti pa lulati pa kakati. Ja, tako je. Nekako tako, Ja. ja. Kako ti čutiš svobodo? Svoboda, svoboda, da sem lahko takšna, kot sem. Takšna, kot se čutim. Da sem lahko hkrati ranljiva in hkrati močna. Mislim, ne, da sem oboje lahko. Ja. Ne. Da delam to, kar vem, da je moje poslanstvo. Ker to mi je tudi vesolje potrdilo. Lahko še to zgodbico povem, če imava čas, če nimava. Lahko. A imava? Ja. Okay. Torej, lansko, zdaj je bilo 1 leto, odkar imam to sobico. Ja. No in lansko leto novembra, še nisem imela te sobice, nisem imela sploh še sobice. In sem jo iskala in tako ene parkrat mi je iz rok ravno ušla. Ja. Ja, smo pa glih oddali. Hotela sem pa, da je v centru Domžal. Ja. Tam imam jaz na peš. Ja. Ne? Da sem svobodna, Ja. da se ne vozim z avtom. Ja. No in potem sem rekla, ok, noč sem bila že malo v paniki. In grem novembra, sem imela eno delavnico za ženske v Bohinju, eno zaključeno družbo. In ko se pelem tja, mi nekaj reče, ko greš nazaj, se ustavi na Brezjah, na Brezju. Nesko, ok. In ko se pelem nazaj, še govorijo z možem, ker je bila Martinova sobota in prav, dajte čakamo, babi kuha kosilo, ne, pa sem rekla, veš kaj, zdaj še na Brezje, se bom še tam ostavila. Ja. Prav, pa se so bila zanč, ne, pa sem rekla, pa niso bila zanč, to je bila 1 leto nazaj. Mene zdaj, jaz čutim, da moram iti na Brezje. Ja. Prav, ok, pejt. In grem na Brezje, In te čaka. v cerkev in grem tja. In se usedem in rečem, vesolje, celotno vesolje. Zdaj pa tako, jaz rabim pomoč. Če je moje poslanstvo, da delam to, da masiram, terapiram, potem rabim sobico. Če ni, rabim službo. Ja. Ker sem vedela, da bom v prejšnji službi samo še do konca Ja. septembra. In sem zmolila, spustila in sem šla. In Je prišla. ja, čez 10 dni klic, ena sobica se oddaja sredi Domžal v centru, če te zanima. Tako da sem rekla, jaz sem samo To je to. hvala vesolje in sem vedela, da je to. In to je ženska energija, to je ta pretok. Ja. Ne? Midve bi lahko še dolgo klepetale, verjetno. ja, ampak se nama Ja. je čas izteka. Samo še tvojo zaključno misel za naše gledalke in gledalce, kakšna bi bila tvoje sporočilo? Živi življenje in ga ljubi. In ljubi življenje, ki ga živiš. Ne bi mogla lepše zaključiti, draga Lundi, Ja, hvala. draga Polona, srčna Hvala, hvala, Suzi. ja, da si bila danes moja gostja, da si s tako strastjo in žarom v očeh pripovedovala o svoji zgodbi, o svojem čarobnem dotiku, kako pomembno je, da smo fizično in energetsko podprti. Tako da res hvala. Hvala, Suzi, ob tebi je to mogoče. Hvala tebi. Hvala. Z veseljem, draga Polona. Hvala. Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala, ker ste bili z nami tudi vi. In naj vas Polonin čarobni dotik pripelje do tega, da tudi sami uresničite svoje sanje in začutite, kako pomembno je, da se podprete tako na fizičnem kot na energetskem nivoju. Se vidimo v naslednji epizodi Pristne ženske.